Lep pozdrav še v mojem imenu. Tukaj je zelo zanimivo bilo izpostavljenih par kritičnih točk o mladih, ki je tudi doživel precej zanimiv odziv Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve prejšnji teden ta raziskava. Kajti, če sem malo ciničen, ta raziskava zgolj potrjuje tista dejstva, ki jih mi že vsi vemo že zadnjih 15-20 let, ampak jih potrjuje na zelo težek in objektiven način. Torej, raziskava da zelo veliko težo tem podatkom in mimo tega ne moremo iti. In mene osebno recimo tudi zelo čudi potem odziv ministrstva, ki se spusti potem v polemiko z predlagatelji te raziskave, češ se ni tako huda situacija. Situacija je huda, je alarmantna in pred tem zatiskati si oči, še posebej, če se nosilec politične odgovornosti, je predvsem neodgovorno, če bi lahko tukaj rekel, v najmanjši meri. Zaradi tega, ker so navsezadnje ministrstvo oziroma vlada tisto, ki ima škarje in platno v rokah, kar se tiče politike zaposlovanja mladih. Jaz bi se tukaj usmeril v nadaljevanje zgodbe teh vzorcev, ker ti vzorci niso slučajni, še zdaleč pa ne bodo kar tako zginili, če bomo zaprli oči. Prva stvar, ki je del tega vzorca, je malo delo, o katerem je bilo že precej povedanega in verjamem, da še precej bo povedanega, ampak tisto, kar bi se tukaj osredotočil, je, da malo delo ni eksces na trgu dela, ki je padel z neba preko enega predloga, ampak je zgolj nažalost, pod narekovaje, zgolj nadaljevanje zgodbe o tem, da se v bistvu slovenski trg dela poskuša vse bolj zrušiti oziroma razdrobiti na vse več oblik delovnih razmerij oziroma dela. Zakaj s tem mislim? Če sam pogledamo nazaj, par let se je začela ostra debata, ki je zdaj tudi nekako še ostrejša glede prekernosti mladih, pri kateri je bil sam en indikator, zaposlovanje za določen čas. Recimo v tej točki, kakor je že povedala Simona, smo v EU varianti na vrhu, še posebej mlade ženske do 24. leta. Jaz sem malo pobrskal podatke, recimo zelo indikativen podatek je, da novembra 2010 se je na delovnih mestih zaposlilo nekaj manj kot 9000 oseb, od tega bilo 80% za določen čas. Torej, to je tisti vzorec, o katerem nekako ves čas govorimo, ki bi lahko mu čisto preprosto rekli last in first out, torej nekako upeljal se tak krožni sistem zaposlovanja oziroma odpuščanja mladih preko teh pogodb o zaposlitev za določen čas, kajti po drugi strani, še govorimo, da 80% zaposlitev za določen čas na razpolago, je na izhodu, nažalost, v evidence brezposelnih, je daleč največji delež oseb, ki so v evidencah v tem trenutku na zavodu za zaposlovanje, so ravno tiste, ki jim je stekla pogodba za določen čas. Recimo, da govorimo o zavoj številki več kot tretjina. Po zadnjih podatkih, recimo, v prvih 11 mesecih 2010 se je prijavilo 94 000 oseb v evidence zavoda in najpogostejši vzrok, ko sem rekel, iz te pogodbe za določen čas, jih je bilo 35 000. In mladi so ujeti pač v ta nehvaležni izraz, bomo uporabil, ampak vseeno je nažalost realen sistem rotacije, torej na delovno mesto in iz delovnega mesta v evidence zavoda za zaposlovanje in potem nazaj na trg dela. Zato temu pač nažalost pravimo rotacije. V zadnjem času, še posebej v času krize, se je ta vzorec nestabilnih delovnih razmerij sam še pospešil. Dokaz za to najdemo recimo v enem takim pojavu, ki mu lahko rečemo espeizacija delovnih razmerij. Kaj s tem mislim? Preprosto povedano, delavci predhodni so se kar nekaj čez noč spremenili v storitve, prek tega, da se jih delodajalci prisilili v to, da spremenijo svoj status v samostojnega podjetnika. Predtem so pa še rekli, da gredo na zavod za zaposlovanje, dobijo subvencijo in na koncu dobimo potem predstavniki Ministrstva za delo, ki se hvalijo s podatkom, da se je recimo med januarjem in novembrom 2009 v program pomoč pri samozaposlitvi se vključilo 6500 oseb, eno leto kasneje se jih vključilo že skoraj 13 000 oseb, torej v program pomoč pri samozaposlitvi. Vse se lepo sliši, ja, da bo zdaj postal samostojni podjetnik, ampak nažalost to tudi pomeni ena zelo taka prekerna situacija, v kateri mlada oseba sama plačuje socialne prispevke, sama odvisna od sebe in na vse zadnje se da zgodi to, kar se je zgodilo enemu delavcu, ko smo dobili informacijo o njegovem položaju. Delavec je bil gradbinec, šel je na gradbišče, rekel je, da bi se zaposlil. Delodajalec mu je rekel, pojdi na zavod, jaz sem zaposlil kot SP-jevca in je pač nazaj prišel kot SP-jevec, pol leta mu ni plačeval popolnoma nič
Ko je pa se obrnil na inšpektorat za delo, mu je pa rekel inšpektor, mi ne moramo tukaj nič, ker gospodarska pobuda je prosta. 74. člen Ustave, prosta gospodarska pobuda, ti nisi delavec, ti si storitev. In o tem govorimo, da se res malo dela v tem trenutku, je res da zelo močan indikator te nadaljne destabilizacije trga dela, ampak ne pozabimo, da je ta zgodba se začela že par desetletij nazaj. In če zdaj govorimo evo, pri tej trenutno končni točki malem delu, spet predlagatelj govori o tem, da bo malo delo dvignilo konkurenčnost na račun zniževanja stroškov in na račun ne zniževanja, pa anuliranja oziroma izbrisanja delavskih pravic. In to je tista stvar, na katero v sindikati zelo močno opozarjamo. Ministrstvo oziroma vlada skuša prevaliti zgodbo o malem delu v zgodbo o kršitvah financ študentskih servisov, ampak glavno težišče zgodbe o malem delu je trg dela, je v bistvu dumping, ki se izvaja preko novih in vse bolj pocen in vse bolj prekernih oblik delovnih razmerij oziroma dela. To je glavna zgodba o malem delu. Tukaj bi pa potem nadaljeval še pri eni stvari, ki je tudi nažalost bila premalkrat izpostavljena v Sloveniji, kako vplivajo vse te nestabilne zaposlitve na zdravje mladih ljudi. Ogromno raziskav v Evropi je, ki kažejo neposredno povezavo med vrsto delovnega razmerja in pa vplivom tega delovnega razmerja na zdravje. Predvsem govorim o negativnem vplivu v primeru, če govorimo o nestabilnih zaposlitvah. Ogromno raziskav, s tem mislim recimo tudi finske raziskave in tako naprej, ampak jaz bi tukaj mogoče samo dva podatka dal, ki sta zelo indikativna. In pa mogoče začetek bi sem povedal, da, kako je že prej Simone, s te raziskave Mladina 2010, zgolj tretjina mladih zaposlenih pod narekovaj uživa 5-dnevni delovnik v Sloveniji. Zgolj tretjina. To je zelo alarmanten podatek, ki govori ravno o tem, kar je predhodno govorjeno, da ogromno mladih je ujetih v to, da za njih delovni čas sploh ne obstaja več. Prevalil se je na sobote, na nedelje, na večere, skratka v bistvu se nekako ta 8-urni delovnik se razlil na zasebno življenje in se je v bistvu oblikoval v življenjski stil. Skratka, če nisi dovolj fit, da zdržiš na dan po 15-16 ur, potem je to kao znak, da nisi sposoben. V takem času živimo. In to je prekleto narobe, zaradi tega, ker to vpliva na zdravstven položaj posameznika, pa ne na srednji rok, že na kratek rok. Ti se lahko to privoščiš takšen tempo nekaj časa, ampak zagotovo potem pridejo podatki ven, ko recimo je pokazal Eurofond, da recimo 34% respondentov mlajših kot 30 let je odgovorilo, da delo vpliva na njihovo zdravje. Torej, več kot tretjina respondentov iz Slovenije je na to vprašanje, ali delo vpliva na njihovo zdravje, odgovorilo pritrdilno. Podatek iz povprečja Evropske unije je pa 19%. Torej, izjemna razlika je v tem. Pritisk na zdravje mladih zaradi nestabilnih oblik zaposlitev je v Sloveniji nesorazmerno večji, višji in bolj negativen. In to bo zagotovo vplivalo tudi na položaj mladih tekom njihovega celotnega delovnega obdobja. In drugi podatek, 46% respondentov mlajših od 30 let je odgovorilo, da je v zadnjih 12 mesecih delalo bolnih. Torej skoraj da polovica, skoraj vsaka druga mlada oseba je v zadnjem letu delala kljub temu, da se je zavedala, da gre na delo za slabim zdravjem. To lahko povežemo z obdobjem krize, zagotovo zaradi tega, ker se ljudje preprosto bojijo pokazati svoje šibkosti, bojijo se pokazati to, da pač jih ni na delovnem mestu in zaradi tega se vse bolj v Sloveniji utrjuje pojav tako imenovanega prezentizma. To pomeni, da ti potlačiš svoje slabo stanje na delovnem mestu s tem, da pač si na delovnem mestu kljub temu, da si bolan. In če gremo to, in s tem se tudi zaključil, prevaliti na drugi del zgodbe, torej od malega dela, ki proizvaja oziroma kulminira te nestabilne vzorce, do te mere, da zelo negativno vpliva na zdravje posameznika, mladega, je še ena stvar, ki je izjemno indikativna pri pokojninski reformi. Prva stvar seveda, 43 let pokojninske dobe, jaz se ne predstavljam v danej situaciji, kako bo mlada oseba lahko nekako doživela teh 43 let pokojninske dobe ob dejstvu, da recimo prihajajo iz izobraževalnega sistema nekje pri starosti 26-27 v povprečju. Hkrati bi pa rekel še ena stvar, ki pa je tista stvar, na katero hočem opozoriti. Vprašanje, ki jo je Eurofond postavil v svoje zadnje raziskave, je bilo tudi, ali boš lahko opravljal svoje delo pri starosti 60 let. O tem smo mi že prejšnji teden, oziroma kar nekaj časa zdaj že govorimo, da to je zelo negativen
podatek za Slovenijo, ampak ko smo zbrskali za starostno skupino do 30 let, je bil odgovor izjemno slab. Samo 19% mladih, starih do 30. leta, je pozitivno odgovorilo, da bodo lahko delali svoje delo pri 60 letih. Ta podatek ni slučajen. Če primerjamo te podatke iz 2000 raziskave Eurofonda, takrat je bilo več kot 30% mladih, ki so odgovorili, da lahko delajo do 60. Zdaj je 19. Torej, bolj ko se v tem času, 2000-2010, so se pa prepolovile pogodbe za nedoločen čas. Jaz tukaj ne špekuliram, ampak realnost je takšna, da bolj kot je slovenski trg dela razdrobljen na več nestabilnih razmerij zaposlitvenih, več je slabih zdravstvenih kazalcev, bolj to vpliva na mlade, ki so ujeti v zelo slab položaj na trgu dela in se morajo vse bolj dokazovati, vse bolj delajo in na koncu pridemo do te številke, da slaba petina mladih se čuti sposobna, da bo delala pri 60. letu. Mislim, da mi ni treba razlagati, kako to vpliva, oziroma v kontekstu nove pokojninske reforme. Zagotovo je pa to znak, da se predlagatelji pokojninske reforme morajo prehleto zamisliti, da to ni samo računovodski program, ampak da je to v bistvu tudi kompleksen sistem, ki mora vzeti tudi sprejemljivo zdravje delavcev. Hvala.